Dober večer vsem, lepo, da ste prišli. Seveda, da imam tremo, seveda, da bom morala malo poblefirati, da jaz to znam in obvladam. Resnica pa je, da me Agata noro zanima, tako da sem dobila priložnost, da legalno jo vprašam vprašanja, za katera bi mogla veliko kaos piti, da bi izvedela, zdaj pa imam tako priložnost, da to nesramno kar napadem in vprašam. Za uvod bi takole povedala. Mi, ki delamo v gledališču, režiserji, delamo z veliko ljudi, ampak nikoli ne vidimo, kako delajo drugi režiserji. In nikoli ne vidimo, samo slišimo od igralcev, ko upravljajo druge režiserje včasih, kako delajo drugi. In zdaj pa, kako pa pišejo drugi pisatelji, pa sploh ne vem, kako bi človek izvedel, ker nima koga vprašati, ker nobenega ni zraven, da upravlja. Tako da bom morala kar vprašati in jaz bi začela s svojimi Agata vprašanji. In sicer, prvo vprašanje, totalno intimno, zato ker mene zanima, pa se bom pa zresnila, je to, da a mi lahko poveš, kako se spraviš k pisanju, a imaš kakšen ritual, a imaš red, a imaš urnike, a imaš neko lepo mizo, a imaš kakšne fetiše, kako to izgleda? A kar tako je tako intimno vprašanje. Ja, sej, ko prebijem led, pa bo se lažje. Ja. Ne, jaz sem najprej hotela povedati to, da pravzaprav ni prvič, da sva skupaj na odru, ali kako naj temu rečem, na govorniškem podiju, ker sva že, mislim, da sodelovali pri tistem pripovedovalskem kako že večeru in takrat se je meni Ivana vtisnila v spomin kot sijajna pripovedovalka, tudi zelo šaljiva in točno sem vedela, da mi bo tudi njen slog pripovedovanja oziroma pisanja všeč in tudi vprašanje vidim, da imaš kar iskriva, tako da če zdaj nadaljujem oziroma odgovorim na prvo vprašanje. Red, mislim, jaz nisem človek reda, čeprav mogoče se to zdi. Je pa res, da sem včasih prisiljena k temu in sicer zato, ker imam pač neko resno službo, ki jo opravljam čez dan, sem pač potem prisiljena pisati po noč. Oziroma večinoma res pač se z noči, preden jaz sedem k računalniku, pišem na računalnik, ne spavim peresom ali pa recimo, če si to mislila. In drugih ritualov v bistvu nimam, da bi, ne vem, morala, kaj pa vem, piti kavo, tega ne, mislim, pijem kavo, ampak ne zdaj z namenom pisanja. Pravzaprav glavno je, da imam mizo, da je ravna, da je dovolj prostora na njej, kar ni nujno, ker nimam reda in pač treba, da zmečem prej stvari dol. Lahko v zvezi s pisanjem morda povem še eno stvar, ki je dosti banalna, ampak mogoče boš ti znala ceniti, pa upam, da mogoče še kdo v občinstvu. In to je, da sem, to je prva knjiga, ki sem jo spisala oziroma ki je šla, ne da bi prej natisnila, namreč naprintala na tiskalniku, kar pomeni, da sem se toliko zdisciplinirala, da sem se naučila brati in popravljati na ekranu in mislim, da je k temu prispevala še zlasti ena stvar in to je, da sem si nabavila zunanjo miš, ker edino zunanjo mišjo lahko zagrabiš količino teksta, ogromno količino teksta in jo prestavljaš, ne da bi si prste lomil na touchpadu, tako da ja, po moje to, kako naj rečem, velik, mislim, mehen korak za zunanjo miš, velik korak zame. Ampak zdaj, ko si omenila miš, pa mizo, pa to pripravo, me zanima, a nabiraš knjige, a jih prineseš, materiale, zbiraš, veliko je v tej knjigi, o kateri bomo več povedali kmalu, samo da jaz prebijem te tremo svojo. No, skratka, recimo, veliko je umetnostne zgodovine, a imaš izlete v knjigarne pa knjižnice, da listaš knjige ali pa v muzej, a za inspiracijo, a nabiraš materiale? Pa pravzaprav, mislim, zdaj, če me sprašuješ, načela si eno vprašanje, ki mi je dosti v bistvu zanimivo. Verjetno me sprašuješ, če sem knjižni fetišist. Malo. Ja. Ne bi bilo lepo, da jaz to tako formuliram.
ampak jaz nimam dlake na jeziku, ne hecam se. Lahko kaj v tem poveva. Ja, mislim, materijale, ko se odločim pisati o nečem, že vem, o čem bom pisala in sem že zbrala materijale za to, vede ali pa ne vede, ker v bistvu na podlagi tega, kar imam zbrano, potem pač pišem o tem, ne. In zdaj to, o čemer sprašuješ, umetnostna zgodovina, to je nekaj, kar me zanima. Mislim, da to vse pisatelje zanima, oziroma vse pripovedovalce, ker pač slike so nekaj, kar ti govorijo, če znaš prisluhniti, ne. In tudi v resnici pač slike so nek način pripovedovanja zgodb, čeprav sovražim to besedno zvezo, ko se zdaj vsi oglaševalci pograbili, da ne govorim še o kom drugem. Mislim, slike pa knjige, to je nekako se dopolnjuje, mi smo naravni zavezniki, po moje, se to je logično, ja. Tako da ni zdaj, da bi pač, ne vem, za potrebe pisanja knjige se obdala z deli, ne vem, teh recimo Rubensa, pa pač, kaj pa vem, Franka Halsa, pa ne vem, pač severnih renesančnih slikarjev, ampak sem to že prej nekje na to naletela in potem si pač, ja, ogledala še enkrat to na internetu. Kaj pa glede tega fetišizma? Glede tega pa ni, mislim, ne vem, meni so knjige, mislim, jaz s knjigami zelo grdo delam v resnici. Jaz knjige podčrtavam, pol mi je nekdo tako zelo, če pa nimam svinčnika, načeloma s svinčnikom, lahko pa tudi s kulijem. In mi ni nič hudo, ker pač knjig iz knjižnice ne, no, to treba reči. Nekdo je bil, ne vem, ampak mislim, da mogoče nekdo celo odkle iz založbe koga, tebe gledam, Jelka, je bil zelo zgrožen, da delam, če nimam svinčnika po roki, ušesa na knjigah, ker pač, kako si češ drugače zaznamovat, da ti je nekaj na tej strani pač padlo v oči. Ja, knjižna fetišistka. Ne vem, to je pač, knjiga je, mislim, ne bom rekla, da knjigo uporabljam za to, da pač podlagam mize, da se ne majajo, ne. Ampak, mislim, nimam zdaj nekega takega odnosa, da bi, ja, pač, če je nova knjiga, pa ne zdaj moja, kogarkoli, pač vedno obvezno vzamem v roke in povoham, ampak to zgolj zato, ker vse povoham, mislim, ne čisto vsega, no, ampak pač me zanima. Ne, jaz to popolnoma razumem. Jaz zvezke moram prvo pobožati, Ja. in če mi papir pod roko ni všeč, ga ne kupim. Če ima pa preveč počrtane debele črte, ne gre z mano. Jaz take stvari popolnoma razumem. To vohanje, dotikanje in tako naprej. To je nujen del tega. To ja. No, jaz imam pa še ene rituale in dolgo se nisem enega poslužila in sem ti ful hvaležna za to. In sicer nisem si privoščila že, zdi se mi mogoče leta, da bi brala knjigo do zjutraj. Da bi se danilo že in jaz še berem in vem, da moram iti spat in da bo mi jutri tako žal, da mi bo tako žal, ampak da jaz moram videti še do konca, kdo in še kriminalka je. In morala sem ugotoviti kaj, tisto, kar vam ne bom povedala, tistim, kar ne veste. O kateri knjigi pa govoriš? O tvoji najnovejši knjigi, o kateri danes govorimo, sem jaz dočakala jutro in sem se počutila kao včasih. Kao da moje življenje vmes ni postalo življenje še nekih drugih ljudi, ki mi kradejo čas. Kada si prišla z Metelkovo in zelo sem bila zadovoljna. Ker jaz sem namreč tvoje knjige srečala, prvo sem srečala tvoje pisanje v Delovih prilogah. Zelo so mi bile všeč potopisi. Predvsem mi je bilo všeč, ker niso potopisi zares, ampak ker so impresije in dogodki in ker so v resnici zgodbe o ljudeh in dogodkih, ki so bili, ker ni opis lepe arhitekture, mislim, ker je en tak subjektiven. Potem spet potopis, z mojo prijateljico Tejo Kleč ste delali skupaj spet potopis, ker je Teja moja ljuba prijateljica in potem sem to tako na veliko zaznala. Potem sem postala pa bolj pozorna in sem šla gledati kratke zgodbe. In imam spet eno intimno vprašanje. Ker je tako. Intimno vprašanje je naslednje.
če sem jaz prav seštela, ti pišeš že, ne vem, če se to sme reči na glas, ampak moram reči na glas, to je že 20 let pisanja. To je Reči, za mojih resno. 35 let je to Za ful. tako mlado osebo je to impresivno v resnici. In si predstavljam, da zdaj človek piše tekste, to mu je služba nekaj časa, piše tekste za časopis, pa to postane neka knjiga, pa so neke krajše forme, pa so ti projektni Istarski vodniki, neko tako ideja, ki jo realiziramo in pa se zgodi prvi roman in to je zelo seksi. To je totalno seksi, ker se vse dogaja tako prvič. In pa se zgodi ta roman, o katerem se danes pogovarjam. Jaz sem vam namenoma iz knjižnice takole malo prinesla, pa malo sem tle ukradla iz te knjigarne, da vidite, koliko je tega v Istarski vodnik mi manjka, ampak tega je veliko. In jaz sem še kar fascinirana in raznolikosti tega sem fascinirana, ampak mislim, zdi se mi, da na neki točki človek, ženska, ugotovi, da je zdaj pa zares pisateljca. Ne pa tisto osvajanje hriba, ampak da ta drugi roman dejansko, glede da se sliši drugi in ni prvi in ni prvenac, ker je veliko bolj ampak da drugi roman je nekaj posebenega v življenju ženske človeka, pisateljce. Ja, ne vem, mislim, se vsakič je kaj prvič, ne, v resnici. Nisem nikoli tako, tudi prvi roman, mislim, po moja prva knjiga je, ne, je bolj, ali kaj, ne vem, bolj prelomna ali kakorkoli, ampak ja, mislim, tako je, ne, v resnici ja, hočeš reči, kdaj postaneš pisatelj oziroma pisateljica? To mene noro zanima. Ja. Kdaj se človek, ženska, začne počutiti, da veš, kaj delaš in zadovoljen s sabo in je mogoče A ima ta... Ne, po moje pa kle bolj ustrezno vprašanje. Jaz bom zdaj spet cinična, ne, pa bom v maniri nekoga, ki vidi pol prazen vrč vode, ne, bom rekla, ja, seveda, ne, lahko, da sem vmes postala pisateljica, ampak koliko časa pa to še bom? Oziroma, kdaj človek, ženska neha biti pisatelj? Prosti. Ampak... Po mojem, ko ima kaj večji izziv nekje druge. Ko pa neha to biti... Ja, sej, ampak a si predstavljaš, ne vem, sej tudi ti pač boš v gledališču verjetno težko, da mislim, pač neke stvari so, ki jih odkrivaš, ki se... To te ne morete dolgočasiti začeti, no, po mojem. Vedno kaj novega odkriješ, ne, vedno je kaj, kar je novo, kar se ti zdi, kar je seksi, da odkriješ ponovno. Mislim, ne ponovno, ampak na novo. Tako da pisanje je ena taka stvar, ne, se ne moreš, no, razen če nas bo umetna inteligenca pač izrinila. Ne bo nas. Odločila sem se. Vsaj mene ne, pol pa bomo videli. Jaz ne. A je mogoče to, Čemrljev žleb je kriminalka. Na koncu sem prebrala, da to je kriminalka in da ni kriminalka. Ja, tako. Hodila sem zdaj reči, da ni tipična kriminalka, ampak da danes več itak ne vemo, kaj je tipična kriminalka, ker da je vse možno. A je forma kriminalke bil ta nek... To je čist nehote se razvili. Jaz nisem primerjalne književnosti študirala in pač nimam teh osnovnih znanj, ne o žanrih, ne o ničemer. In jaz mislim, da sem prvič zvedela za izraz, kot so taki strokovni izrazi, ne vem, kot so fokalizator, recimo, v kritiki ene kritičarke, katere imena ne bom tukaj imenovala. Zdaj, pač... Kritika bila na tvoje? Ne. Tako, ker nisem bila čisto zares zihar, a je to nekaj opolskega, ali kaj mislila s tem fokalizatorjem. Hotela sem reči, da se človek iz svojih kritik veliko nauči, ampak če ni bila tvoja kritika, pa ne vem. Ne, ni bila. Mislim, ne, hočem reči, da je... In tako kot tukaj, sem se pač vrgla v ta žanr, na eno zelo sneženo zimo in nisem čisto točno vedela, kako se bo to razpletlo. Vedela sem, o čem si želim pisati, se vedno odločam, o čem si želim pisati, oziroma kateri so ljudje, ki si želim z njimi družiti,
leto, dve, kaj takega, katero je okolje, ki se želim van predstaviti med pisanjem in take stvari, ne. In potem sem v resnici, ko sem prebrala pač spremno besedo Maja Novak, šele izvedela, zakaj gre, oziroma Da si pisala kriminalko. kakšna so pravila žanra, ki sem jih nevede kršila, no. Tako nekako je to bilo, ja. Zdaj pa tako, preden gremo naprej, za vse tiste, ki niso brali, a te lahko prosim, da nam prebereš en košček, za vse tiste, ki ste brali, boste pa slišali, kako to zveni, ko bere Agata. A lahko si to knjigo sposodam, ja. Skratka, dogaja se v neki... Lahko ignoriraš moje post-it listke in zbereš po svoje. A počrtala pa nisi nič? Ne, še podpisano nimam, da ne že črtam. Skratka, to se dogaja v neki hribovski vasi na 2000 metrih višine. Kliče se Strmčnik in tam je neko dosti mondeno smučarsko središče. To je tam malo naprej od Bohinja, no? In tam je pač nek zelo pač, ko bi temu rekla, pač nek tak hotel s tradicijo. In to je hotel Flies. In zdaj bom prebrala nekaj o tem hotelu, kot ga vidi eden od sorodnikov, ker je to pač družinski hotel. Njihov hotel res da ni bil velik in luksuzen. S 25 sobami je bil v Strmčniku eden manjših. Imel pa je nekaj, s čimer si ni mogel pohvaliti noben drug. Najdaljšo tradicijo in izpričano zgodovino kljubovanja vsem družbenim spremembam z matriarhinjo na čelu. Hotel Flies je sodil med tiste micene luštne družinske hotelčke, ki si jih vsak turist najbolj želi, saj ga v njih vedno sprejme kakšna luštna, prijazna babica. Še lepše je, če gost v takšnem družinskem hotelčku naleti na domače otroke, recimo na fantka, ki se z ropotulico v ročici priplazi izza pulta v recepciji, ravno v trenutku, ko gost prestopi prag. Če je ta gost v resnici gostja, je sreča popolna. Ob pogledu na otročiča se ženska razneži, skloni, ga dvigne v naročje in mu obriše svečko, ki mu moli iz nosu. Seveda, starši imajo polne roke dela z vodenjem hotela, pa ne morejo ves čas skrbeti za naraščaj. Gosti razumevajoče prikima gospe v recepciji, brča s fantkovi mamici in vse je jasno. Jan se nikdar ni plazil okrog po hotelu. Če bi si to gotovo zapomnil, saj bi Vera takšno vedenje pri otroku nemudoma sankcionirala. Mu stopila na roko, na primer. Kazni morajo biti take, da se človeku, sploh če je še otrok, vtisnejo v spomin. Če bi vprašali Jana, bi famo o toplini in domačnosti družinskih hotelov ovrgal kot veliko zablodo. Da je bil hotel Flies 100% zaseden najprej v zimski, sčasoma pa vse bolj tudi v poletni sezoni, so zasluge šle prav temu, da v njihovi družini ni bilo ne topline, ne domačnosti. Zato pa sta v hotelu vladala red in čistoča. In za vsem tem je stala Vera. Vera, ki se ji ustnice skoraj nikoli niso ukrivile na smešek, zato pa tam bolj pogosto stiskale v ravno črto, ki je od vsega še najbolj spominjala na režo pri hranilniku. Kot bi se bala, da bo z izdihanim zrakom, ki uhaja skozi ustno odprtino, spustila v nemar tudi kaj dragocenega, kaj, kar bi veljalo še malo zadržati in tako porabiti, unovčiti. Skratka, kot Jadega je rekla, ta zgodba se dogaja nekje v nekem snegu, na mestu, ki ne obstaja. Ki je nekoč bilo družinsko, mali družinski hotel, vmes turizma ni bilo, vse dokler se ta kapitalizem ni priplazil in ta neki elitni butični vrnijo nazaj in to zavoha glavna protagonistka tega romana in iz njega naredi točno to, kar današnji elitni turisti zelo plačujejo. Nenavaden opis, ta hotel je tih in predvsem je poskrbljeno za to, da vsi imajo mir, ni glasbe, ni zvokov, ni otrok. To ne vem, če ravno si me zdaj spomnila, mogoče pa še to, ja, da še otroci ne smejo. Ja, v tem terminu ni bilo nobenega, mogoče naključje bilo.
nekje ne zelo, smučajo, nekje veš, te zelo tam malo. visoko, ki se še ne sprašujemo, a je sneg skopnel in tako malo zgleda v resnici kot neki sanjski prostor na vrh, ker resnično je malo izven sveta, ker sneg še obstaja in drži se do aprila, skoraj do maja. Ampak tisto, kar bi prvo rada da vprašala, je, kar je meni ljubo in zelo zanimivo, je, da je to zgodba o eni paleti žensk, ki v resnici vse vodijo ta hotel in vse imajo neko vlogo v tem podjetju, ki ohranja celo mesto in celo to pobočje pri življenju in prinaša denar in turiste. In te ženske so si med sabo zelo različne, imajo različne svoje funkcije, kar je pa izjemno zanimivo, je, da se nimajo med sabo konflikte za premoč. Hierarhija njihova je in vloga jasno določena na čelu z Vero, ki je matriarhinja vsega tega. In ravno evo to je recimo, sploh nisem formulirala še vprašanja točno, ampak bi v resnici rada bi vedela, kako si se lotila starejša ženska, počasi izvemo njeno zelo zanimivo zgodovino, ampak ni tipičen lik za sploh. Mislim, ja, v mojem življenju je ogromno takih likov bilo, če to vprašanje. Pravzaprav meni so stari ljudje zelo všeč, ker se mi zdi, da so pametni in modri in se lahko od njih ogromno naučiš. In v teh pozitivnih obrisih ta glavni lik Vera Flajs spominja na mojo babico. Poudarjam še enkrat samo v teh pozitivnih, ker pač moja babica ni nikogar umorila in tudi sicer je bila, ni bila takšna. Je pa res, da sem s takimi zgodbami, kot so popisane v tej knjigi, jaz odraščala, ker v resnici Vera Flajs je pač, ja, ona je matriarhinja, ona je glavna in ravno zato, kot si lepo povzela, ni konfliktov med temi tremi ženskami, ker je tukaj nespodbitno jasno, kdo je glaven, to je ona. In deloma ima prav, ne, oziroma deloma je glavna tudi zato, ker je najstarejša in ker je prva. In zakaj, prej si rekla, da je pač ta kapitalizem se je nazaj priplazil. Ne, jaz ne bi to tako gledala, oziroma ne, ti si rekla, kapitalizem je prišel. V bistvu je kapitalizem je ves čas bil pravzaprav, ampak vmes je bilo nekih res par 10 let, ko pač ni bilo kapitalizma. In Vera Flajs, ki se je rodila v času kapitalizma leta 25, v družini, ki je bila kapitalistična, oziroma je bil njen oče nek gradbeni baron že takrat v 30 letih pač 20. stoletja in potem tudi očitno uspešno previharil to veliko krizo takrat, ki je zaznamovala cel svet pravzaprav, ne. In ona je pričakala pač ta mislim, konec druge svetovne vojne je bil malo nesrečen za to družino, res da, ampak jaz sem prepričana, da je ta gospa ves čas čakala in vedela, da bo enostavno kapitalizem se vrnil in se tudi je. In je ona takrat pač samo naredila tisto, kar je ves čas načrtovala, da bo in kar je vedela, da je prav. In sicer je ta hotel ponovno obudila. Tukaj sem se malo norčevala iz teh zgodb, resničnih zgodb, kakršne so, ker vemo, da dostikrat je res tako se zgodilo, da je v graščinah ali pa v ne vem, nekih takih bolj elitnih objektih so pač po drugi svetovni vojni, ko so se izpraznile, ne, so pač oblasti naselile psihiatrične bolnice in podobno, ne. In zato tukaj je pač to bil kaj že dom za odrasle defektne osebe ali nekaj podobnega, ne, kar je pač bilo to vmesno obdobje, potem je pa pač spet bil hotel, ne. In po mojem, da ja, je to ta grozna resnica, ne. Da se je pač stanje vrnilo, kakršno je bilo prej. A lahko še malo vrtem po teh moških likih, ki izginevajo, ali so lahko zraven, ker so namreč geji, pa grejo zraven, pašejo, ali so pa na slikah, zelo lepih, ampak na slikah. In po neki strani usodno vplivajo na razvoj dogodkov,
ampak nikoli ne premaknejo z tega smeri te ženske, ki skrb držijo. Ja, to je v bistvu, to je tudi izvira, mislim, no, pač se to je dost realne situacije, tudi marsikje v Sloveniji, ampak bom povedala, jaz sem hodila smučati v Avstrijo, nek tudi tak družinski hotel, ki je, kot nalašč, zelo podoben temu. In tam je bilo, tam sem se jaz vsako leto spraševala, pa dobro, kje so moški kle? In je bila res ena stara gospa, njena hči, pa so bile neke sobarce tam, pa tam ni bilo enega moškega, pa to je res težko, mislim, ne vem, pač tisti je bil, tam je bilo ogromno snega, neke stvari, ki so težke, bo treba narediti. Jaz ne vem, kako so te gospe vse zmogle, ampak pa sem lepega dne ugotovila, da en moški pa je, ne, in to je sin. In ta sin je bil star, ne vem, nekih 20 let po moje, in meni se zdi tako, da bi gledala tisto, ko imajo kukavce, ne, kako kukavce potaknejo svojega otroka enim ptičem, ki so čist majhni, ne. In te dve ubogi ženski, ena je bila, ne vem, stara že 100 let, druga je bila cela utrujena od tega dela, sta temu sinu vse sta ga pedenale, kada ne bi znal do 5 šteti, a on bi moral v resnici edini, njega bi morali res nagoniti, da bi tam, ne vem, skidal celo parkirišče, ne pa da mu tam ga strežeta spred in zad. In to se mi zdelo tako bizarno in tako čudovito, da sem sklenila, da bom pa res nekam to vključila, no, in to je pač odgovor. Ampak ja, sej, zdaj ni pa to tako neživljenjska situacija, ne, si morava priznati verjetno. A se ti ne zdi v Sloveniji, mislim, mame so kar oblastne. Pa ne samo v Sloveniji. Sej. To je zdaj pač karikatura, ne, v tej knjigi, ampak ja. Ja. Je pa en moški lik, ker še en, ki me je presenetil. A, ker ni na sliki niti ni gej. Ni na sliki ni gej, pride z avtom, in celo se izda za nekega inšpektorja in tisto, kar mene preseneti od te kriminalke, za katero ti ne veš, da je kriminalka in zato verjetno preseneti, je to, da je ta inšpektor pride, vpraša 3 vprašanja, parkira avto, vzame smučke in gre smučati. Zraven pa še omeni, da ga je Agata še omeni, da ga je še žena zapustila, ker je popolnoma nezainteresiran za svoje delo in da vse, kar ga noro zanima v življenju, so zgodovinski arhivi. A imaš kakšno posebno ljubezen do zgodovine arhivov in tega obdobja? Ali... Ne, presežem. To je en lik, ki sem si ga pa z užitkom zamislila najbolj nemogočega moškega, kar si lahko predstavljamo. On je res brezupan primer, no. Hujšega od unga sina. Mislim, se on sin je zabavan, starejši je pa ima več mislim, več je ne, bolj nemogoče. Bolj nemogoče, ja. Imel še več časa, da kaj da od sebe. Recimo, ja, to si zelo lepo povedala, ja. Ja, ne, ampak zakaj? Sej, ne vem, pač on se ne izdaja za kriminalista, on to je, ampak on je pač utelešenje tega utelešenje človeka, ki pač dela službo tako, da zjutraj pride in se štamplja in potem ob 3 gre in se odštamplja. Vmes pa... Ja, zdaj mu je recimo to, ko je v tem primeru, mu je sekira v med padla in gre tudi izven Ljubljane in lahko smuča, ker je pač Slovenc smuča, logično. Ampak, če pa je v pisarni, ne, kar večino časa je v pisarni, ker vendarle pač po moje biti kriminalistični inšpektor je lahko tudi zelo duhomorno in dolgočasno delo, je pa ne na Facebooku, ampak on hodi na Dalip, to je v bistvu pač ta elektronski nuk, ne, in tam brska po dokumentih. Ja, in to je vse, kar počne. Zelo razburljiv moški. Ja, morava se strinjati, da. In ja, moram pa reči, kar me je pa presenetilo, je pa to, da je več ljudi mi reklo, da se jim zdi pa čudovit, ne, da kaj tazga, ne, da to bi pa z veseljem še brali, še kakšno knjigo, ki bi ta človek nastopil. In sem rekla, da to pa... Vse je po svojem presenetljiv, kot sem rekla, pa kar intriganten je, pa kar ne moreš... Ne veš, kaj, a je res tako neumen, saj ni, ne. Exactly, to sem hotela reči, da ti kar malo ne verjamem, da to je zdaj samo vse to, ker to je
To pa vendarle ne more biti. Mora biti nekje, da on ima neko skrivno, On ima neko zgodbo, skrivno, strašno razburljivo stvar, samo se tako malo dela, da Saj pol da ne zna do na 5 koncu, ko se v bistvu res v ta pogovor zaplete z Vero Flajs, se mi zdi, da tam celo ima nekih svojih 5 minut, ko pokaže, da vendarle ni po župi priplaval, ne? Ampak nima pa te vztrajnosti, ne? Nima samozavesti v resnici, kar v resnici v pogovoru z osebnostjo, kot je Vera Flajs, težko imeti. Samo po mojem nadaljevanju, ko bo naslednji primer še v naslednji knjigi, bo se izkazalo. Ker vidi, dramaturško je upleten, tako nas lepo pride vsakih tok in čisto na koncu nekaj in zdaj mi vsi čakamo naprej. Mislim, moj odgovor na to je bil, ko so mi ljudje rekli, da je pa mogoče bi, tako subtilno so mi dali videti, z veseljem bi prebral še kakšno knjigo s tem likom pač eni vodolog. Pa sem jaz rekla, nič lažjega, on je tako neopazen, da ga lahko kakršnokoli knjigo vpleteš. Tako da, ampak ja, jaz mislim, da on ima neko zgodbo zagotovo, ima neko travmo iz otroštva, vsi jo imajo, in je, zakaj se tako obnaša, kakor se je, ja. Ampak inšpektor, ki nič ne da od sebe in se mu kar mu padajo primeri in jih po nesreči, to je znalo biti zanimivo za... No dobro, pustimo inšpektorja, Ja, pa saj vsaj ni ne pustimo te alkoholik. moške, da vrnimo se na ženske. Mislim, No skratka, To mi je treba v plus šteti, ne? ja, Ni alkoholik. ja, pa pride večkrat nazaj, ne zgine in ne ostane samo na fotografiji, tako da, lej, se mogoče v drugo knjigo pride spet. Bomo videli, Bomo če videli, bomo ja, zaznali. Ampak ta gospa 360 let stara, jaz sem imela silno debato z mojimi otroci okrog te slike in sem označila celo en delček, kjer je po katerem je po mojem to narisano. A ti mogoče lahko prosim, da tega preberemo o Uhanu in o vožnji divji? Lahko, ja, Je pa če najdeš. označen, Ja. čakaj samo malo. Ampak a lahko samo še to povem, ta slika je delo, kot verjetno veš, Milanke Fabjančič. Ne. A ja, ne, a ni na podpisu, vse je po mojem podpisano. Ja, to ni Shutterstock fotka, to je ilustracija. To nisem niti pričakovala. Ne, si vem, Je ja. bila razočarana na tele podpisane od spodaj. Da se ne bi s tujim perjem kital, ne, ali kakorkoli, mislim, da si zasluž svojih 5 minut, če ne več. Meni se zdi sjajno, no. Pač Milanka je prebrala knjigo, me poklicala jaz sem ji pač popoldne to poslala in zjutraj me ona poklicala rekla, da je že prebrala. In sem rekla, kako, kaj, a kazalo ali kaj. Ja, ne, vse je v redu, mi že jasno in je potem to narisala. Vidiš, imela isti moment kot jaz, Danilo se je in ona je imela preblisk. Jaz mislim, da se tlele začne tale Uhan. Pri polstetlisku ni zavihan. Okay, ja. Čekaj, a poveva, no prav, bom najprej prebrala, pa bo, ja. Alma se še nikdar doslej ni znašla dovolj blizu, da bi to opazila. Zdaj pa je bilo prepozno. Ne obžalovanje, ne še tako močna volja, ne boste nikdar več odgnala spomina na ta strašljiv pogled, na grozljivo podobo razvlečenih ušesnih mečic. V mešanici gnusa in pomilovanja je trznila z glavo in se obrnila k oknu. Bilo je za kak centimeter odprto in skozi vrzel je pihlal vetrc, ki je mršil lase. V avto je prineslo tisti nezgrešljivi vonj po pomladi. Spoj sladkastega smrdu po vlažni, gnijoči gozdni podrasti ter dehtenja prvih telohov in zvončkov. Dišalo je po razkritih skrivnostih. Vse, kar je dolge mesece ležalo pod snegom, je zdaj pokukalo na plano. Ali pa še bo. Z asfalta sta zavili na gozdno pot, kjer so bili vtisnjeni komaj vidni sledovi kolesnic. Proti čmrljevemu žlebu. Toyota se je majala in poskakovala. Alma se je z eno roko oklenila ročke nad sovoznikovim sedežem, drugo roko pa je oprla ob strop vozila, da bi glavo obvarovala pred udarci. Vera je vešče sukala volan in manevrirala od enega do drugega snežnega kucla med enim in drugim drevesom. Vas je strah? Je vprašala. Alma je sprva samo odkimala, potem pa se je nagnila k njej in ji kriknila oho. Ne, ni me strah. Vera je zadovoljno pokimala in biserni uhani so se še močneje zazibali. Saj vem, kaj si mislite, da sem nora, ker še vedno vozim, da sem dovolj stara in da imam dovolj pod palcem, da bi si lahko privoščila šoferja. Že mogoče, a na koncu je vedno tako, da se lahko zaneseš samo nase in na nikogar drugega. Sploh pa, če bi se že morala odločiti, ne bi imela šoferja, kvečjemu šoferko.
Ženske smo vedno boljše voznice, premišljene, umirjene, previdne, je rekla. Ja, je skoraj da zakričala Alma, potem pa z olajšanjem omahnila v sedež. Med debli je vžrla čistino, manjšo gozdno jaso na ravnem terenu, ki je bila očitno njun cilj. Prej si preblisk imela, da ne moraš povedati nekaj. Rekla si boš pol? Ja, ne vem, pač o teh ušesnih mečicah, ja. Všeč mi je bila, ker to je matriarhinja, v kateri smo se in pa sem prišla do tega dela, pa tudi ta odnos njen mi je bil. In tisto, kar je pa še zanimivo, je, da, če se vrnemo nazaj na smučanje za trenutek, resno me zanima, a ti deliš to ljubezen do beline smučanja, snega, tišine, zvoka, snega, mraza, nečutenja, kart dragih za smuč, parkiranja, ne plac, mislim to. Ja, jaz smučam, ampak zelo slabo. Tako da je to tudi pravzaprav neke vrste. Mislim, zakaj pa so knjige, če ne zato, da si izmislimo, česar ni. Ampak smučanje je nekaj, mislim, je nekaj zanimivega. Ne, smučanje je super, ja. Ne, pustimo smučanje kot šport, ampak smučanje kot nacionalni šport. Ja, kot metafora, tam je nekaj zanimivega. Jaz sem namreč zmaltretirala svoja otroka, da morata se učiti smučati, ob tem, da en ima rahlo paralizo, ampak me to ni ustavilo, dokler nisem bankrotirala in me je odrešil en moj prijatelj in mi rekel, da je to tako postalo drago, da Slovenci več ne bomo smučali in da lahko mirne duše in brez slabe vesti gojim male Slovence brez smučanja. In jaz sem to zagrabila, njegovo mnenje, in odnehala od smučanja. Tudi zdaj moja otroka smuča, da sem če jih šola prisili v to, ampak je nekaj zanimivega na tej nacionalni identiteti skozi smučanje in tem in je zgodovinske mogoče ali pa mogoče je nekaj zanimivega v tem ekonomskem momentu. To je čisti konstrukt. To je tako kot recimo, to je tako kot ta mit, ki Slovenci mislimo, da smo umrljiv narod. Zakaj točno? Zakaj že, mislim, nič ne bi mogli biti, ali pa poštenjaki, ali pa kar neki, ne vem, no. Smučanje je pač v enem trenutku bilo, ne vem zakaj, mislim pač, najprej so bile naravne danosti, ne, zdaj mi krajev kakršen Strmčnik, ki bi bili res na 2000 nadmorske višine, nimamo, ne. In vse, kar je pod to, lahko zapremo, brez veze, to je konc. Kranjska gora, ne vem, ne, preprosto nima smisla, kakšne žičance, kakšno umetno zasneževanje, konc je, ni več, brez veze, ne bo snega. To se mi zdi res brez veze in ja, posledično bo pač to čedalje bolj drago postalo, ne, res pa je, da v enem trenutku v 80-ih je bilo to pač, ne vem, a ste gledali en ta čudovit dokumentarc o tej akciji Podarim dobim. To je bilo pač res ena krasna pač metafora, ki si lahko obesil to, vse se je poklopalo, ne, samostojnost Slovenije, smučarji, sneg, individualni šport. Jaz mislim, da je to mogoče res kle, kar je bilo, ker pač v socializmu, ne, so res šteli pač te kolektivni športi, ne, bilo moštvo, je bilo to povezanost, bratstvo, enotnost, smučanje je bilo pa kontra, ne, to je bilo kontra sistemu, ne, to je bilo tako kot punk, sam šport, ne. In ja, ne, res, in je bil ta individualizem, ne, in mogoče malo zato takrat pač to postalo nekaj tacga bolj slovenskega, kako bi temu rekla, ker Slovenci pa nismo, smo pa individualisti, pa bolj, ka ne, mi smo nekaj drugega, nismo mi nekaj tam, da bi igrali košarko, pa nogomet, pa ne vem kaj, to je brez veze pač, to je stvar politike, kaj se država odloči in kako pač to bo. In ja, mislim, ne vem, smučanje je šport, tako kot ogromen drugih, zelo je naroden, ker si moraš natikati stvari gor, pač sam zato, da greš čisto eno furo dol in Slavoj Žižek je en krasen citat o tem izrekel, da ni, mislim, zakaj točno bi čakal, ne vem, koliko cajta na gondolo, na žičnico, na karkoli, se gor, ne vem, tja dvigoval, ne vem, 10-15 minut in pol 3 minute in si dol in še enkrat. Zakaj bi to počel? In to jaz pač tudi tej Almi pripišem, ne. Jaz sem hotela reči, ti bom dala knjigo, da prebereš, zakaj, ker noter piše enih... Ja, ampak ne, sič ne, mislim, jaz rada smučam, no, mi je všeč
še vedno. Dejansko to ni strti zvito, kar sem prepisala po tej glavni enakinji. To je res občutek svobode. No. Je pa tudi nevarno v resnici. Jaz se vsakič znova starejša, ko sem se bolj zgrozo zaziram k tem akijem, ki so ponavadi vedno prislonjeni nek na takih bolj zaguljenih progah. Tako da to je tudi iz moje osebne izkušnje. Medve smo se celo pogovorili po telefonu, preden smo prišli k vam, in samo izključno zaradi mene. In si omenila, da imaš rada en del, v katerem opisuješ sneg. A lahko zdaj ta sneg, ki ga ne bo več in ga bomo pol imeli samo še v tvoji knjigi, opisan ga zavedno, da se ga spomnimo, in ko bojo otroci se učili o snegu, bojo šli izbirati odlomke, pa bo en ta tvoj odlomek morali o snegu. Ne, pa se bojo otroci šli na Svalbarde, pa bojo tam gledali. Ne, plezali bojo, zato ne bojo rabili snega več, ker bojo, ampak pusti to. Kaj individualni šport, pa še zmerom Sama, se ne vem zdaj točno, a sem rekla to? Moj post-it listek mogoče ni na pravem mestu. Ja, zdaj smo pa tam, ko ni. Aha, a to verjetno najlepše je bilo, ja, to. Jaz sem mislim, da rekla, ne, to si se zdaj ti izmislila, jaz sem rekla, da mi je všeč tisti del, ko opisujem ptice, ne snega. Ptice na snežni jasi. Ampak dobro, lahko to preberem. Najlepše... Težko bo, ja. Nimamo listek. Ja. Najlepše se je bilo na sprehod po snegu odpraviti takrat, ko je snežilo. Sneg jo je tedaj oblival z dveh strani, od zgoraj in od spodaj. Prisluškovala je njegovemu škripanju pod starimi usnjenimi gojzarji z narezanim gumijastim podplatom in rdečimi vezalkami. Ga od časa do časa nežno ometla z ramen in ovratnika krznenega plašča, kamor je sedal, najraje pa je nastavljala obraz snežinkam, kot se od sonca razgret človek nastavlja kapljicam vode iz prhe. Vero so snežinko božale. Od trenutka, ko so z rahlim obodom pristale na koži njenega obraza, se v stiku s toploto raztalile in nato kot v nežni kretnji ljubimca zdrsele po licu, je nezmerno uživala. Samo pred snežinkami se ni skrivala. Samo snežinke so bile dovolj nežne in lahne, da je niso ranile in poškodovale njene mehke sredice. To je bilo treba obvarovati za vsako ceno. Pač tudi za ceno osamljenosti in tega, da so ljudje imeli za pohlepno, hudobno starko. A še berem? Ne, v redu. Hvala. Če si tle obupala, bi sigurno rekli. Pustimo zdaj sneg, pa športe, pa ta političen kontekst. Nekaj sem razmišljala o načinu pisanja, ki je tako... Opisuješ like enega po enega, ko ga omeniš, za njim, človek se mora malo navaditi na ta način, ko ga omeniš, novo osebo, za njo se začne neka taka, prvo en tak opis, ki zgleda malo kot opis neke stare slike, kot neke umetnine, in potem neka zgodba, ki se pa tako nežno noter, ampak včasih se mi je zgodilo, da sem preskočila kakšno vrstico, sem mogla šli kar nazaj, ker sem imela občutek, da sem strašno veliko zgubila, ker nisem bila pozorna za trenutek in je resnično zahteva, da si počas bereš in to predstavljaš vse, kar opisuješ in glede in da pol, ko se začne novi pasus in mi preskočiš v dogajanju, dejansko si moram te slike in vse te sneg in vse te like in sem si mogla jih predstavljati in skoraj bi človek rekel, da se stvari strašno počasi... Moj problem velik zdaj je, za vse vas, ki niste brali, da ne smem povedati, kaj se zgodi. Zdaj ne vem, kako bi človek kriminalko spraševal sam z začetka. Pa se sploh šmenta. Skratka, tako se zdi, kao nič posebenega, v resnici pa je celo mesto, država, zgodovina, te podobe, en zajet čas od odraščanja Vere, ki je med dvema vojnama do te sadanjosti.
Ampak si to je ta čas, ki ga mi vsi živimo, ne, prek svojih staršev in staršev, ki nam v bistvu prepovedujejo. Zato pa smo, kjer smo, da v bistvu še vedno se delimo na partizane in domobrance, ali pač leve in desne, ali kakorkoli, ne, ker te travme ali kakršnekoli pač te grejo iz generacije v generacijo, ne, mislim, nekako se to tako prenaša, po moje. Mislim, ni nujno, da so travme, pač čisto tisto, kar se je, ta zgodovinski spomin tvoj sega dlje, ne, kot recimo tistega, ko si se rodil, ampak še čas tvojih staršev in starih staršev, recimo, ne. Ampak drugače pa ja, kot si omenila, v resnici ja, jaz ko pišem, hočem videti te ljudi in tudi mogoče je malo prisiljeno bilo, ampak ja, jaz sem si jih tudi poskušala predstavljati, zdaj tokrat prvič se mi zdi z obrazi in z fizično, česar ponovadi ne počnem, zato ker jaz imam obrazno slepoto in ljudi si ne zapomnim po obrazih, ampak po nekih potezah, kot so recimo, ne vem, lasje, očala, neki obrazi mi pa ne grejo prav dobro, no. Tako da tudi teh likov ponovadi nisem z obrazi videla, ampak sem se zdaj tokrat prisila, da sem, no se nisem, ne, sem pač opisovala potem ušesa pa take stvari, ne. Tako da ja. Brke. Ja, recimo, ja. Ja, točno, ja, Franc Jožefovski, pa to ni, mislim, sej kako pa češ obraz sicer opisati, ne, brez veze zdaj, ne vem kaj. Ja, no, najbrž lahko, ja, ne vem, mejhen nos, ne vem, kakorkoli. Ampak ja, pa tudi, drugače sem pa nekako se mi je zdel, tako sem hotela, ka pač tako v tem kronološko, ne, zdaj, tukaj in zdaj, se ta knjiga zgodi v par dneh, ne. Pač eno je tam, ne vem kaj, 23. marca, ko odkrijejo pač to truplo, tam pa pač pride kriminalist, pa tako, ne. To je v bistvu tako, čas ene smučarske karte tedenske, ne. To je bil delovni podnaslov, ne. Kaj se je v Strmčniku zgodilo v času ene tedenske smučarske karte, ne. Zanimivo. Ja, to, ko sta unedva vzela, da bi prehranila, ne, pač tedenska je cnej, pa pol pač. Te družine se nek 100 let zgodi v tem času. Ja, zato ker vsak lik, ki je, mislim, pa so pa pač flashbacki, ne, oziroma vsak lik je vpet v neko pač, kaj se je prej zgodilo in ja, to je tako pač. Če bi smela povedati o kriminalki, bi rekla, da Vera pa ta konflikt, ker smo mi vsi zataknjeni, zelo lepo na koncu reši. Ampak zato je treba brati do zjutraj knjigo, da boste zanimivi avto resnici ima iz te ideološko-zgodovinske. Ona gre pa, se veš kaj, da ona gre pa še eno furo, ne? Ja, vem. Okay. Vem, ampak ne smem povedati. Smemo pa povedati nekaj, kar je v resnici, kar je zanimivo, se pravi. Začne se ta teden v tem hotelu in tisto, kar se prvo zgodi, in zato to smemo razlagati, je, da najdejo zmagovalca nagradne igre. A nam poveš več o tej nagradni igri? Rekli si mi, da to si zares slišala, da nekje je obstajalo, to pa pač, še ena bizarnost. Ampak to so Avstrijci, oni si pač spomnijo marsikaj, zato ker so tudi sami bizarni in jaz sem velik fan njih in tudi njihovega režiserja Ulricha Seidla in on je pač zelo dober v več teh, kaj je to, fake dokumentarcih pač citiral njihov narodni značaj. In se meni zdi, da Slovenci nismo dosti drugačni od njih. V tem avstrijskem smučarskem kraju so pa imeli to navado, da so na začetku sezone pač pospravili na eno, niti niso povedali kam, no, ampak najbrž na eno od prog, ki je bilo največ snega, ki je bilo najbolj zasnežene, ker tam je bilo res tako meter pa to, pa gor, ne, pač nek avto in drag. Ja, drag, ja, ne vem, najbrž nemški ali pa kitajskega, ki je pač in je bila to nagradna igra in tisti smučar, ki je našel to, ne, je pač smel obdržati ta avto, ne, kar pomeni, da so spodbujali nekako, da ljudje čim več smučajo okoli tam in odkrivajo, v resnici pa v bistvu so morali počakati vsi na spomlad, ne, ker pač ta sneg skupaj nisi predstavljam. In pa sem se jaz vedno spraševala, jaz nisem nikoli tam bila spomlad, ki je bilo predrago, jaz sem vedno decembra tja hodila na ski opening, ki je bilo poceni še, in potem sem se pa vedno spraševala, kako je to moralo izgledati, ko so ta avto odkrili in kaj so še zraven našli, no, tako, če so še kaj zraven našli, ker pač po Avstriji si človek
pa sploh v stiku z Avstrijci si marsikaj začneš predstavljati. No. No in tako se začne tvoja knjiga, ker zraven najdejo še truplo. Ja, ampak trupla nagrajenc ne odpelje domov, se mi zdi. A se to sam odloči? Ne vem, tudi, ja, mislim. Zato sem razmišljala, bi vključila še pol tega reveža, kaj to nagrado dobival, kaj, ampak sem se odločila, da se bom pač umila roke. Ja, si predstavljam, da je moralo biti zanimivo, ko smo mu rekli, no zdaj smo ga očistili, zdaj pa lahko odnesete. Ja, ne vem, a bi ti odpeljala tak avto domov. Ne vem, jaz ga ne, mislim, zagotovo ga pa ne bi vozila, no. Ja, no, ni grozo. Ampak zdaj pa moram nehati spraševati o knjigi, ker moram nehati. Ja, kaj čas. Ja, ker moram nehati, ker pol vse, ja. Pa bi te vseeno še nekaj vprašala, nazaj se vrnem k pisanju. In zdaj, če vse to za sabo pogledaš, razen da vidiš, da je to en kup papirja in vse to, to si prej rekla, ja, ampak ne bi to mi prvo padlo na če bi vse to imela pred sabo. Zanima me, kako se odločiš, katero formo zbereš za pisanje, kako se naslednjo stvar odločiš, ali pa a se to zgodi projekt, ali zgodbo naletiš, pa se odločiš, da ta ni za kratko zgodbo, ta je večja, ali je tema, kako se lotiš naslednjega projekta? Mislim, pravzaprav, po moje, zdaj sem videla, da je smiselno presojati po tem, da če imaš neko idejo za zgodbo in če so ti ljudje, ki si jih izmisliš, dovolj simpatični, da se z njimi pripravljam se družiti dlje časa, kar za roman je pač nekaj let, je to roman. Če so pa to ljudje, ki se ti ne da zares veliko časa z njimi preživeti, je pa kratka zgodba čisto dovolj. Tako nekako, ja. Mislim, ne, pač definitivno več časa roman zahteva tudi, po mojem, mislim, kratke zgodbe se ti lahko zgodijo vsak dan, pa kaj pa vem, to je ne vem, odgovorim, ne vem, oljna slika pa karikatura. Pač roman je oljna slika, ne, ki je že po moje tehnika dlje časa zahteva, da se suši, pa to karikatura je pa tisto, kar narišeš ne vem, a veš, s kuljem na prtiček. Jaz ne vem, če se čisto res strinjam. Mene pa ta forma kratke zgodbe tako resno straši. Da moraš na enem prostoru jasno misel speljati, obrat narediti poanto in vse in ostati na neki je kar... Ampak si dobra karikatura mora biti ful premišljena, to bi recimo Milanka vedela verjetno več povedati, če hočeš pač, a veš, ali Tomaž Lavrič, ne, pač vsi vemo, da ko nariše Janeza Janšo, pa ko nariše Slobodana Miloševića, ne, mislim, pač par potez, pa malo je drugače, tam ena črtica postavljena, ja, mislim, a sta ona dva za oljne slike zagotovo, ampak on tega ne dela, je pa to, kar naredi mojstersko. Ne vem, ja, mislim, razštekam, ampak še vedno vztrajam pri svojem. Pa pol imaš eno zgodbo, pa drugo zgodbo. Veš, pri romanu nekaj časa, pa veš, kaj delaš, pa kar greš. Pa glih eno končaš, pa se že nova, pa je že naslednja. Meni se fascinanten zdi ta forma. Pa ne, si kratke zgodbe tudi bereš, po moje. Jaz tudi, ki jih berem, pač od drugih je... pač vedno rabiš, mislim, itak ne preverjaš cele zbirke hkrati, ne, o enem šusu, kratke zgodbe, recimo, ne, se mi zdi. Jaz mislim, dobro, pač itak vedno bereš več knjig hkrati in potem pač... Resno? Ja. Okay. Jaz nimam reda. In pa prebereš eno kratko zgodbo, pa malo, ne vem, enega stripa tam, pa nekaj za službo, recimo, pa tako, no, mislim, ja, kratke zgodbe so v resnici kratek roman. Ne vem.
Mislim, da je zdaj absolutno čas. Jaz sem uro pozabila v nahrbtniku, tako da jaz ne vem, kje smo mi zdaj, ampak vem, Še da na danes. vseh teh pogovorih nekako moram reči, če kdo ima kaj še za vprašati, ker meni ni padlo na pa ni treba, ker še meni je grozen. Jaz imam eno vprašanje. Sicer potem, ko sem jaz prebrala knjigo, sem se resno spraševala, ker so vsi liki, saj meni osebno bili bolj kot neodvratni, ne? Imaš ti svojega, kateri je pa tebi najljubši oziroma tako, no? Ali mogoče kateri ti je najljubši, s katerim si se najbolj zabavala, ko si ga pisala? Meni je Vera ful všeč, Vera Flajs je meni super gospa. Tako. Ja. Vera je kar special, ja. Mislim pač, ja, ne vem, vse je taka, meni, mislim, elegantna gospa, pametna, vljudna, prijazna, pa mojem, kaj češ lepšega. Ja, to ni vse, kar je še marsikaj drugega, ja. Kaj pa tako ni rec, no, mogoče on še najbolj za porabiti, no. Ne, ona v roze oblekci, sanela. Ajoj, ne, salmonela, ne. Meni je pa ona čudovita. Tako jaz prepoznam mnogo njih. Ja, se to je kar pač za vsakogar nekaj. Mogoče bi to morala zadnjo platnico dati. Zadnje vprašanje, kateri lik iz tvoje knjige ti je najbolj odvraten? To sem... Ima še kdo kakšno lepo vprašanje? Ne, se ta mož od tele, kaj že, no, ta Riba Špjanc, on je kar odvraten, no. A ni? Mož, ne? Ja. Ja. Da unga župana mesta ne omenjamo. Ja. Ne. Agata me je danes zelo prijazno pripeljala v Novo mesto in že v avtu smo se pogovarjali, pa se nismo do konca zmenili, kam bo šel inšpektor, kaj bo njegova zgodba v naslednji knjigi. No vidiš, pa smo spet tam. Pa smo spet tam. Ne, on Tarasa ne bo dosegel nikoli. Lahko pa to, mislim, ne, on je brezupen primer, on pač sedi za tistim računalnikom in brska po internetu in to bo naprej, mislim, bo še vedno to počel. Lahko pa napovem, da če bo šla stvar tako, kot sem si zdaj zamislila, bo pa morda se celo zgodil, da bo to po moje prvi njegov primer, ki ga bo V nesreči rešil? ja, dobesedno res po nesreči in našel bo morilca in to bo obžaloval. Tole je bilo pa izjemno strateško pametno vprašanje. Aha. Ja. Intimno. Intimno se reče. A ne, ni, okej. Ivana, kateri lik oziroma si našla tukaj like, ki bi jih rada upodobila v gledališču? Ali pa mogoče celo v filmu, tam nisi tako doma. Ampak tole sploh ni narobe vprašanje. Obstaja ena beauty queen of Linan, neka škotska ali irska drama, tako rahlo dark, mogoče malo na komično, celo, ki je bila totalen hit, mislim, da je Martin McDonagh to. To je bila totalen hit, v nekem trenutku sem jaz študirala in tam so neka mama in hčerka, ki potamanita podnajemnika ali pa več njih, malo sem pozabila, in jih pol tam skrivajo, to je Beauty Queen of Linney, in jih tam nekaj skrivajo in je to bilo tak resen evropski hit. Tako da dajmo razmišljati, kdo je dober dramaturg in izdaja pri naši založbi. Všeč so mi navezave teh žensk, to je... A ni premalo dialogov, je kle, po mojem, no, to bi si morala zmisliti pač, ne. O moji knjigi, mislim. Ja, ampak, veš kaj, strašno lepa stvar je, da ti dramaturgi so čudovita stvar. Ker pol, veš, to se pol morajo oni s tem ukvarjati. Potem samo obvestijo in se strinjaš ali pa ne in pol eventualno razdelaš, kaj, če se strinjaš. Tako da ti dramaturgi, to je fantastično nekaj.
Imaš še kdo kako podjetno idejo? Ker vidim, da jih je veliko danes. No, zdaj imamo že novo kriminalko, imamo že dramo evropsko. Katero zdaj od teh dveh? In to ni vprašanje za me, ampak za nek drugi kavč. No, ampak ne prevedem to vprašanje. Ali ta kriminalka v nastajanju že obstaja? A je to bilo vprašanje? Mislim, vse obstaja. Sploh nismo passive-aggressive, sploh ne rinemo. Vse obstaja, samo odvisno v kakšnem agregatnem stanju. Ne? Ampak ja, zunanja miš je v nizkem štartu. Jaz imam čudovito tipkovnico tudi. Ful hitreje, pol gre kaj malo večja. Jaz se uničam tipkovnice, ker sem klavir igrala in pol minut vstajam. Tako da, aj gamerska. Jaz sem tako se derejo, da je to neuzdržno. Ja. Ampak pol mehanske so v redu. Ker se manj derejo, še zmerom pa. Kaj, če bi enkrat imeli en pogovor samo o tehniki pisanja? Ja, to mene zelo zanima. Ampak to bi bila tako kot skupina za samo pomoč za avtorje. Tako zaprt krog. Kaj pa misliš o klečalnikih? Mislim, nisem tega recimo dokončala, da jaz lahko pišem sam doma pa za svojo mizo in z tega vidika se mi zdi ful, ne bom tega rekla, no, ampak ne štekam ljudi, ki hodijo na te rezidence, štekam, ker pač se ne greš tja pisati, ne, ampak ne predstavljam. Jaz imam eno anekdoto. Tole zdaj, kar se gremo, že paše v koktejl klepetanje, ker uraden del pogovora smo končali, zdaj še klepetamo. Jaz sem mi, da so vsi uzurpirali zvočnik. No, imam anekdoto, ker zgleda tako, sedim na rijeki in poskušam nekaj napisati in se zmišljujem vse drugo, samo da ne pišem. Na kar se odločim, da bom šla ob morju v nek kafič s računalnikom sedeti in potem se usedem in ugotovim eno neverjetno zanimivo stvar in to je, da dobim seveda čez 3 sekunde pa pol impuls, da grem nekaj iskat, da naročim pijačo, da skačem, da šetam in me je noro sram, zdaj ko sem se tako teatrce naredila in na mizi in vse to naredila, me zdaj noro sram, da to ne počnem in dejansko se sedim in začnem pisati. Ampak kaj? A se ni važno, ampak za začetek sem nekaj karkoli začela in se presenetila sama sebe. Se zdijo rezidence čudovita stvar, sam ne zapisati, no, jaz ne bom razlagala, kaj sem jaz počela, ampak... Okay, jaz bom zdaj odložila mikrofon, zato da ne boste rekli, da vam nisem pustila do besede. Hvala. Da bo hkrati odložile, obredno. 3-4 bomo odložili mikrofon in potem se lahko presedemo za kakšno mizo in nadaljujemo klepetati z vami. Hvala, 3-4.